Od danes naprej pa ni vprašljiva samo kandidatura Aleša Primca, ampak tudi kandidatke Metke Zevnik, ki je zjutraj prejela odločbo kranjske volilne enote, ki prav tako zavrača njeno kandidaturo zaradi prenizke kvote žensk. Moram reči, da sem zares ogorčena, da se lista po odločbi v celoti zavrne. Mi smo namreč še vedno mnenja in trdimo, da imamo polne okraje, tudi kar se tiče kvote žensk. In sicer imamo v 4 okrajih sicer 2 kandidatki, kot govori zakon, vendarle, če zasedamo 4 okraje, pomeni, da je to 36% kvota. Zevnikova je prepričana, da je odločba volilne enote nezakonita. Jaz, ki kandidiram v 2 okrajih, to pomeni, da se me v enem šteje, v enem pa ne, kot da me ni. Torej, to je zagotovo, bi rekla, nezakonito in pa tudi po našem mnenju neustavno. In se bomo glede na to pritožili tako v prvi volilni enoti, v 6. smo se pa že s to argumentacijo. S podobnimi težavami se sooča tudi diametralno nasprotni politični pol, Združena levica Demokratska stranka dela, ki je moči združila stranko Sloga. Celjska volilna komisija je namreč zavrnila njihovo kandidaturo zaradi prenizke kvote moških. Da smo v 5. volilni enoti s sedežem v Celju zagotovili, tako kot piše v zakonu, po spolu zastopstvo v 4 volilnih okrajih, kar izpolnjuje pogoj 35%, vendar pri 10 kandidatih na način, da je en kandidat kandidiral v 2 volilnih okrajih. Res pa je, da so navodila volilne komisije drugačna, govorijo tudi o ženskah in moških, medtem ko v zakonu govori samo o kandidatkah in kandidatih ter o pokrivanju v tem odstotku po spolu, kar je bilo pravzaprav izpolnjeno. V Združeni levici so se na odločitev volilne komisije prav tako pritožili, saj so prepričani, da je zakon napisan tako, da ga je mogoče brati na več načinov. Kljub vsemu pa je predsednik Žnidaršič prepričan, da del krivde za nastalo situacijo nosi tudi sama stranka. In seveda, ker je to, da ne rečem, povzročila in to nesrečo naredila Demokratična stranka dela, se pravi Združena levica Demokratična stranka dela, bom sam kot predsednik stranke sprejel politično odgovornost in takoj po volitvah svetu stranke ponudil odstop s položaja. Za razliko od levice v Združeni desnici zadevo dojemajo kot zaroto, kar pravzaprav ne preseneča, saj zarota že skoraj velja za mantro vseh političnih strank desnega pola. Že ves čas naše zgodovine, ko smo bili Koalicija za otroke gre, so nam s pravnimi sredstvi onemogočali kandidature in smo se vedno morali obračati na Ustavno sodišče in tudi tam pravzaprav izborili svojo pravico in tudi tokrat jo bomo. Stranki bosta tako v skladu z zakonom v 48 urah na Vrhovno sodišče vložili pritožbo, kandidatke Združene desnice, ki so bile izločene iz volilnih okrajev, pa razmišljajo celo o ustavni presoji. Če pravni vzvodi ne bodo odločili njim v prid, bosta na teh volitvah stranki kljub vsemu ostali v boju za vstop v državni zbor, vendar zgolj v 6 oziroma 8 volilnih okrajih.